galeriji Ekurna predstavljamo zadnja dela slikarja Aleksija Kobala. Aleksij Kobal je po izobrazbi slikar, ampak po duši in pa po temperamentu pa se mi zdi, da bi ga bilo treba širše razumeti. Namreč ni zgolj slikar, je predvsem seveda jasno umetnik, predvsem pa je ustvarjalec. Ko se nekako zasiči slikarstva, ustvarja v glasbenem področju in ko se tega na nek način tudi naveliča, potem tudi piše in oblikuje. Tako da gre za človeka, gre za umetnika, gre za ustvarjalca, ki mu različni mediji niso tuji in ki pravzaprav ves čas na nek način eksperimentira. Njegovo likovno ustvarjanje nekako sledi nekemu sinusoidnemu ciklu, kjer na nek način, kjer se pravzaprav iz teme, iz niča, iz krize začne z neko idejo nastajati neka smer, podoba in nekako potem to zraste na nekem vrhuncu ob posameznih razstavah. Podobni, naprimer, kakor je tu zdaj v galeriji Ekurna, smo dostikrat ujeli Aleksija Kobala v teh prelomnih trenutkih, ko je na nek način eksplodiral v tem svojem ciklu. No, in se mi zdi, da določene stvari v teh ciklih neki se sledijo, on prenaša iz cikla v cikl, določene stvari pa radikalno, z določenimi stvarmi pa prereže in preseka. Tako se mi zdi, da je bilo Prepovedano mesto eden tistih ključnih trenutkov, enih ključnih takih novih ciklov, kjer se je začel nova smer v njegovem likovnem izražanju, v njegovem slikarstvu. In to, kar pravzaprav danes gledamo, kar je ostalo mogoče od tistega slikarstva, ki seveda je potem v določenih razstavah seveda se še razvijalo, tako kot je to nekako logično pri slikarjih, ki sledijo tem svojim razvojnim ciklom, je, da je ohranil to rdečo poslikavo, podslikavo, ki jo je začel že pri Prepovedanem mestu in je potem nekako zasledujemo vse do današnjega dne, do te razstave. Po drugi strani pa se mi zdi, da je vse nek prerez, nek rez s prejšnjim obdobjem v tem, da se je iz nebes oziroma iz neba spustil v votlino oziroma v podzemni svet. Zdaj, te slike bi jaz mogoče nekoliko drugače si dovolil interpretirati, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da je po nekem srečnem naključju, če naključja obstajajo, ta cikel sovpada z odkritjem znanstvenikov tega planeta Trapista, kjer obstaja nekaj teh zvezd, kjer so pogoji taki, da bi bil možen obstoj človeške civilizacije in nadaljevanje človeške civilizacije. Zdaj, na vseh teh slikah ni oseb, vse te slike imajo en element, ki je nam neznan, in te pokrajine na nek način v naravi jih težko prepoznamo, težko jih vidimo. Morda zaradi osvetlitve, morda pa zaradi tega, ker delujejo zelo domišljijsko. In zato me nekako ves čas asociira, da to pravzaprav vse te stvari, ki jih tukaj, vse te pokrajine se ne dogajajo na Zemlji, ampak na nekem novem planetu, kamor se je neka civilizacija, morda naša, morda katera druga, preselila oziroma kjer živi in nekako preživi. Zdaj,
ne izgledajo zelo, kako bi rekel, prijazna ta okolja, vendar se mi zdi, da vsi elementi, ki pač so prisotni na slikah, dajo nam neko idejo o preživetju civilizacije, o preživetju intelekta in inteligence, tako da govorijo o nekem upanju, čeprav morda temnem, ampak ko bi rekel, inteligenca pač ima vedno to moč in to željo, imanentno željo po preživetju. In se mi zdi, da v vseh teh slikah se čuti na nek način ta potreba. Na teh slikah ni oseb, so pa znamenja ali pa znaki neke civilizacije, neke inteligence in neke organiziranosti, neke skupnosti, neke sposobnosti podpiranja in skupnega na nek način življenja, neke potrebe po preživetju, kar pač je, se mi zdi, imanentna zadeva človeštva in pa navkljub temu, da je lahko totalno dehumanizirana in z naše pozicije, iz pozicije zdajšnjega gledalca pač težko sprejemljiva, pa vendar kot neka opcija za prihodnost človeštva na drugem planetu, seveda. Zdaj, kar je mogoče pomemben pri tej razstavi, se je še enkrat pokazalo in bi rad še enkrat izpostavil, je, da danes moramo govoriti v dveh tipih slikarstva. Eno slikarstvo, ki bi ga jaz imenoval primarno slikarstvo, je slikarstvo, ki se ukvarja, ki izvira pravzaprav iz risbe, iz platna in gre po tej analogiji, da se najprej pač naredi neka skica, ideja in potem se ta slika gradi. In medtem, ko se gradi, je vse to nepopolno in počasno in je ta proces nastajanja analogen in, kako bi rekel, človeški in z vsemi pač stranpotmi in z vsemi naključji, ki se zgodijo v tem procesu nastajanja, ne. To je na nek način klasičen, strm način slikarstva. Danes imamo vse več umetnikov in vse močnejše tendence v likovni umetnosti, se pravi pravzaprav v slikarstvu, tukaj govorim pravzaprav samo o slikarstvu, da se likovna dela najprej zgodijo v računalniku. In tako je isto pri Aleksiju Kobalu, on jemlje določene fotografije, ki jih pač posname v svojih poteh in pa osvajanjih različnih gora in hribov, in potem te elemente v 3D Max programu modelira. Pravzaprav iz fotografije jih mapira, tako da dobi trodimenzionalne elemente, prostore in potem od tu naprej se začne dogajati, ko bi rekel, ta ustvarjalni del v njegovem slikarstvu. In ko enkrat to zaključi, to sprinta in iz tega printa, iz te fotografije, iz te prosojnice pravzaprav začne nastajati slika. Aleksiju Kobalu kot slikarju se še vedno zdi potrebno, da ta polizdelek še vedno ni končni izdelek in da to ni dovolj. In potem na nek način začne prenašati, se pravi, iz te fotografije začne prenašati elemente na platno, v dvodimenzionalno polje, s čimer si pomaga tudi z projekcijo in tako naprej. Ampak ker v tem prenosu, v tem copy-pastu, v tem kopiranju je dobil preveč, kako bi rekel, sterilen občutek, ker se je mogoče ustrašil, da bodo njegove slike na nek način izgubile dušo, izgubile ta človeški element, ki se ponovadi dogaja pri tem prvotnem procesu slikanja, se je zdaj na nek način lotil stvari tudi tako, da pravzaprav potem, ko naredi vse te podslikave, vse te layerje, vse te plasti, pri ta zadnjih plasteh pravzaprav dopušča to, da barva drsi, se pravi, gre ne za dripping, ampak pravzaprav za polivanje barve
in obrača platno tako, da pravzaprav drsi navzdol. S tem tudi na nek način nakaže, ko bi rekel, pokaže težnost same slike, ne, jo obremeni, tako kot pač na svetu vpliva težnost na naš pogled in na naše dojemanje sveta. In v tem smislu se mi zdi, da na nek način pride do določenih napak, se pravi, da njegove slike niso tako perfektne, kakor so pravzaprav te predloge, po katerih pravzaprav on dela, ne, in dopušča in ta človeški moment in napake in tako naprej. Je pa seveda vprašanje, meni se zdi zanimivo vprašanje to, kam bo šlo pravzaprav, kam se bo cepilo, glede na to, da se je že cepilo slikarstvo na ta dva dela ustvarjanja, ne, katerega bomo pač ljudje na nek način sprejeli ali pa se bosta mogoče sama vzporedno razvijala. Ampak vseeno je zanimivo vprašanje, no, katero od teh dveh smeri bomo ljudje, bomo potrošniki na nek način bolj sprejeli za svojo. To, kar to razstavo odlikuje in kar je morda presenetilo obiskovalce, tako strokovno javnost kot laično, je likovna in atmosferska konsistenca teh del, kar je za umetnika dovolj visok in težek cilj, ki ga zasleduje in ki ga poskuša doseči. Ampak prepričan sem, da je Aleksij Kobal tak avtor, ki nas bo tudi v prihodnje presenetil.